Lep pozdrav vsem skupaj. Danes se imate taka komorna zasedna nova. Potem so hvaležni poslušalci. Digitalizacija prehaja vse polje našega življenja, kot tudi v gradbeništvo in v bivalno okolje. O tem nam bo danes profesor dr. Aleš Krajner povedal kaj več. Profesor je upokojeni profesor gradbene fakultete, se skozi svoji karieri si prizadeva za novitete, uvaja to v študijski sistem kot v gradbeno prakso. In kar prosim. Hvala. Jaz se bom usedel glede na moje stanje hrbtenice in kolka, drugače pa ne rad sedim, ker predavam. Žal. Spoštovane dame, predvsem gospodje, dober večer na tej moji predstavitvi na Slovenski matici. Naslov vas pravzaprav ne sme preveč zavesti, ker digitalizacija v tem naslovu je pravzaprav mišljena bolj kot ena splošen pojem, ki se ga na veliko uporablja v današnjem prostoru. V večini primerov ljudi tako ne vejo, zakaj gre. Ampak si vsak po svoje stvari predstavlja. Mi smo v bistvu to temo dosti detaljno ali pa zelo detaljno obdelali že v okviru Inženirske akademije Slovenije, na enem strateškem posvetu. Kjer pa žal, in jaz bom tudi kritičen, da ne boste se strašno, da ne bi bil, pravzaprav ni bilo nobenega problema. Niti na strani, recimo, ministrstev, recimo, če tako rečemo, niti na strani uporabnikov. In moji kontakti pravzaprav so bili bolj z uporabniki, so bili taki, da pravzaprav da jim ne damo mir v tem smislu. No, toliko zdaj, da pravzaprav jaz o digitizaciji oziroma digitalizaciji seveda ne bom govoril, zato nisem kvalificiran. To je pač en konček v bistvu tega problema, ki se z njim ukvarjamo. Pretvorba oziroma preskok iz analognega v digitalni svet. In to je poglavje zase. In bom govoril to, kar se dogaja okrog tega. Se pravi, naše paradigme so v bistvu upeljava IKT in avtomatizacije v grajeno okolje. Ker govoril bom o grajenem okolju. Ne bom se spuščal zdaj v administrativne, birokratske, računovodske zavire, ker te so več ali manj kar poskrbeli zase. Problem je na ravni inženirstva in industrije. Zdaj, zaključek glavni je, da je ta digitalizacija v bistvu eno orodje oziroma ogrodje, ki nam omogoča, da bolj lažje, elegantnejše, bolj zanesljivo določene probleme rešujemo. In seveda glavni problem pravzaprav tukaj ni sama digitalizacija, ampak priprava podatkov, se pravi stvari in procesov, ki služijo potem kot material, ki se ga digitalizira. Zdaj, ena stvar, ki jo radi govorijo, je, da je uspeh odvisen od hitrosti, predvsem krožno gospodarstvo. In v krožnem gospodarstvu, to bom še opozoril, pravzaprav tiči ena velika nevarnost, kar se tiče same digitalizacije. Recimo situacija v Sloveniji, v mojem mnenju, če spustim nekaj odličnih prispevkov, ki so se tudi pojavili že pred 5, 6, 7 leti, pa zdaj na koncu, recimo kolega Šarjanc v delu,
gre za eno stanje, da imamo mi eno populacijo, ki drži v rokah napeto šrotarco, tista puška na šibre, ima noter eno šibro in potem zameži in ustreli v tarčo. In potem, če slučajno prileti v tarčo, potem recimo, da je v redu, verjetnost, da bo pa padla v tarčo, pa se zelo majhna. In to je dejansko problem tega, da ljudje, ki se ukvarjajo, da si predstavljajo, da se ukvarjajo z digitalizacijo, pa niti ne vedo pravzaprav v osnovi, česa ne bi to delali, ne upoštevajo teh osnovnih pravil inženirskega oblikovanja, kjer imamo recimo morfološko od abstraktnega k konkretnemu, potem imamo iteracijski proces in potem imamo eno pot od začetka do končnega rezultata. Ta pot je pa seveda krvava in je omejena na obeh straneh. Izven tega je tako imenovana cona smrti. Ker čim mi nam en problem uide ven iz te cone, potem je zelo majhna verjetnost, da bi se vrnil nazaj v pot, ki vodi do končnega cilja, ampak nazadnje imamo negativni rezultat in razočaranje na celo zadevo. Tako da cilj intervencije pravzaprav ni digitalizacija, o tem, kar se predvsem govori, ampak je zdravje, kakovost življenja, učinkovitost delovanja sistemov živih in neživih z minimalno porabo energije in virov. In to bi po mojem moralo biti osnovni cilj tudi predvsem Evropske zveze do naših državnih pravnih aktov. Seveda, poleg tiste znane 4.0 imamo zdaj tukaj še en dodatni preskok, družba ali pa industrija, odvisno je, kako gledate, a to gledate kot Japonci ali pa kot recimo Nemci, kjer se pa zdaj ta kibernetsko-fizičen sistem v bistvu razširi še na človeka. Se pravi, da človek je neposredno udeležen v delovanju tega sistema, da se lahko v bistvu sledi in svojo kreativnostjo posega lahko proizvodno na ta način izboljšuje. Potem nekaj se moramo zavedati, da če kdo misli, da napiše ena nič, da je s tem rešil probleme, vsi problemi se začnejo v možganih. In potem grejo čez roko, grejo na papir, tukaj sem vam Franka Lloyda Wrighta pokazal kot primer, One Mile, skyscraper iz leta 1967, celo 1600 metrov visoka stavba, je bila najprej jasno v glavi, v roki, akvarel in njena je bila prva zasnova nosilne pošljivce, potem pa tehnologija ni bila sposobna več tega izvesti, ker če bi bila, bi to sigurno naredila. In prvi najvišji dan današnji približek je ta Burj Khalifa, ki je visok 830 metrov. Ampak, zato da se pa lahko izvede tale zadeva, potem pa že potrebujemo mi uporabo ene računalniške umetne inteligence pri računanju, ker imamo opravka seveda z dinamičnimi sistemi, pa z dinamično simetrijo, pa z dinamičnim ravnotežjem, da zadeva lahko sploh funkcionira. Ker, naprimer, te objekti so duktilni, to se pravi, da se niso togi, ker če bi togi, bi se hitro podrli pri kakšnem vetru, ampak se premikajo, in to je v bistvu treba pa zdaj znati zračunati, da materiali potem to ustrezno prenesejo. Zato pa seveda potrebujemo potem velike sisteme pa kot orodje uporabljajo potem digitalizacijo. Zdaj, jaz bi rečel nekako po vrst sistemsko od začetka, od položaja Zemlje ali pa tega našega grajenega okolja, sistema grajenega okolja, na koncu pravimo
KFS 5.0 v celotnem vesolju. Zdaj, kaj to vplivi, ne, od zunaj, so tisti, ki pravzaprav vodijo v sistem. Ne. Mi imamo Sonce kot dotok energije v sistem, imamo rob vesolja kot ponor za radiacijsko hlajenje in to sta pravzaprav dva glavna energetska tokova, ki stvari regulirata in to moramo mi upoštevati v oblikovanju tega našega kibernetsko-fizičnega sistema, če hočemo, da bo tisto notranje okolje, ki imamo tukaj zraven narisan, funkcioniralo v skladu z zahtevami, ki jih imamo. Se pravi, imamo mi neko notranje okolje, tako imamo naravno okolje, imamo ovoj in imamo pretok energije, informacij in snovi skozi sistem. In to moramo zdaj obvladati. Vplivov seveda je veliko, se pravi, predvsem ta premike energetske pa informacijske povzročijo eni veri in ponori. Ti veri in ponori se pa dogajajo, seveda zdaj tukaj vidite na različnih področjih, zdaj se ne bom v detalje spuščal, tako se da je jasno, no pač na eni strani imamo prostor, pa ljudi, in tam se pojavljajo neke notranje zahteve in potem imamo prostor v okolja, to so pa zunanji vplivi. In v bistvu tisti vmesnik, komunikacija je pravzaprav glavni cilj obravnave pri kibernetsko-fizičnih sistemih 5.0. Zdaj, par besed o zakonodajnem okolju, ker mislim, da je to zadeva treba tudi kako razčistiti, ker dan današnji, veste, da vsi govorijo o Evropskem zelenem dogovoru, resno dvomim, da je 5% ljudi to sploh prebrali, oziroma vsaj uvod prebrali. To je en glaven evropski dokument, na katerem potem temelji naslednji akt, to je pa uredba, mehanizem za okrevanje in odpornost na ravni Evrope in potem v Sloveniji je pa to načrt za okrevanje in odpornost. In to je zdaj pravzaprav ta naša pravna podlaga, na podlagi katere naš sistem gradimo. Zdaj, pozabil sem opozoriti na te številke, imamo tukaj 19, 21, 21. Imeli smo priložnost pred leti na Štefanu je bil obisk predstavnika AKTH, se pravi Nemške inženirske akademije, kjer nam je predaval o nemškem akcijskem načrtu in njihovih strateških iniciativah, ki jih predpostavljajo zato, da bodo spravili v tek nov razvoj gospodarstva, jasno povezane pa to stanje tudi z ljudmi in njihovo uporabo. In oni so tukaj identificirali zdravje, prehrana, klima, energija, mobilnost, komunikacija in varnost. Jaz sem tukaj ven potegnil pravzaprav tisto, kar me je najbolj zanimalo v zvezi z samim tem našim grajenim okoljem, kibernetsko-fizičnim sistemom, pokriva en del zdravljenje, to se pravi, če nas to bolezen, je treba potem intervenirati, druga je pa zdravje, se pravi, da mi zagotovimo v tem okolju take razmere, ki omogočajo zdravo življenje in učinkovito delovanje sistema. Leta 2014 je bilo to. No, potem se je pojavil Evropski zeleni dogovor, leta decembra 2019. Zdaj, tukaj se pa čudne stvari po mojem globokem prepričanju dogajajo. Oni pravijo, da odločenost komisije za spopadanje z podnebnimi okoljskimi izzivi, kar je najpomembnejša naloga te generacije. No, Bog pomagaj, če je najpomembnejša naloga te generacije spopadanje z temi podnebnimi okoljskimi izzivi, ker najpomembnejša naloga te generacije, sem že od začetka povedal, je zdravo, učinkovito življenje. To je najpomembnejša naloga.
Vse ostalo se pa potem na to navezuje. In seveda potem oni dajo v enem naslednjem poglavju, pa pravijo, naš cilj je tudi, ker tudi veliko pomeni, se pravi, je tudi zavarovati naravni kapital in zaščititi zdravje. Še to so zamenjali, še to so dali zdravje na drugo mesto, naravni kapital pa na prvo mesto. Tako da, take stvari, če se dogaja na takih pomembnih dokumentih, potem zavajajo. Zdaj se ne bom spuščal to, da nam preveč časa s tem zgubil, ampak to je spet en tale evropski zeleni dogovor in so gor neke akcije napisane in značilnost teh akcij je pa, da med seboj pravzaprav skoraj niso povezane, ali se pa ene praktično prekrivajo. Zdaj, to je seveda zelo slaba popotnica za naprej za posamezne države, ker morajo potem ne bi nekako tole zadevo upoštevati. Mogoče še enkrat, kaj so pravzaprav v okviru digitalnih tehnologij, na kaj so upozorili, spet obvladanje podnebnih sprememb in varstva okolja. Trajnostnost. Ker vsi vemo, da skoraj noben ne ve natančno, kaj ne bi to sploh pomenili. In potem se v enem takem pomembnem odstavku, ker se te generične glavne stvari pojavljajo, pa da bi ljudi spodbudili k vračanju neželenih naprav, se pravi, da polk nekaj uporabljajo mobilne telefone, tablične računalnike in polnilke. To ne gre not, to ne gre v eno strukturo po varnosti samega problema. Zdaj, tole sem pa žal od spodaj pozabil napisati letnica, pa se kljub moram spomniti, ampak recimo Mark Grolnik iz inštituta Jožef Štefan se mi zdi, da je napisal, žal sem jaz to prepozno najdel, da je digitalna tehnologija namreč zgolj orodje, ki nam olajša življenje. In na ta način pravzaprav je to zadeva po mojem treba tudi upoštevati. En element, ki je potem v tisti eni glavnih akcij tega našega zelenega dogovora, je tako imenovano krožno gospodarstvo. Tu obstoja tudi en dokument, Circular Economy Action Plan iz leta 2020 in tukaj so potem napisane pa narisane razne aktivnosti, ki naj bi se tukaj noter v tele krogu pojavljale. Rad bi pa upozoril na tole skico. To je pa zdaj ena zadeva, ki jo je objavil Moris Asimov leta 1962. Proizvodna, potrošnja in socioekološki krog. In tukaj noter je popolnoma jasno razložen, kako ta zadeva poteka. Ne gre za krožno gospodarstvo, to, kar si ga eden predstavlja, da bo za njega najboljši, ampak gre za celovit sistem uporabe prostora. Imamo to je pravzaprav uporaba ali pa delovanje enega sistema. Poraba, obnova surovin, proizvodnja, distribucija in nazaj poraba. In zdaj, dokler se reče še nekaj, v naravnem ekosistemu tega ni, ker gre vse nazaj v ostanek, to je pa naš glavni problem v tem trenutku za kako zagotoviti zdravo bivalno recimo v okolju. No in tale distribucija je bila zgodovinsko pozitivna, ker je enostavno omogočila povezavo med proizvodno pa med porabo. Ker niso vedeli, kje se kaj dobi, kje so pa potem vedeli, pa so recimo zadevo prenesli iz proizvodne v porabo. Jasno pa do teh se hitro stvari spridijo in ta distribucija zdaj v tem trenutku postala en vasakov tega sistema, ker to bom pa še malo v naslednjih slikah pokazal, ker enostavno škodje, ki je nekaj vrste rak rana v tem sistemu
In potem se zgodi to, da rečejo, ni denarja, da bi reševali problem odpadkov. Če pa gre ves denar v tem krogu, gre, pobere distribucija, da se najboljše. Sem prehiter pritisnil. Tukaj se me par slik, se upam, da se kaj vidi, ki so te krožne gospodarstva narisana, pa imaš recimo tam pri distribuciji, da te verjete en voziček, v trgovini, pole tukaj je en kamion, še en kamion. Niti besede pa ni o tisti distribuciji, ki skrbi za to, da se premikajo stvari iz proizvodnje v potrošnjo. To ni zato, kako boš ti, ne vem, en cegu peljal z enega konca na drugega. Ampak gre za to, da enostavno, da so ta celoten krog pokrit in deluje harmonično. Čim pa en iz sistema pobira več, kakor lahko, potem seveda mora pa priti do težav. Ampak te slice sem zato pokazal, kako si pač vsak po svoje predstavlja tole krožno gospodarstvo, vsi pa skrivajo v bistvu ta tole nesrečno distribucijo, ki pa povzroča največje probleme. No, zdaj, tukaj sem jaz malo tole sliko malo dodelal od Asimova. V bistvu imamo zdaj pravzaprav tukaj en konc, predstavljajo tele surovine, dobrine v uporabi, potem je pomemben del je pretok informacij. In zdaj že pretok informacij je problematičen, ker se tukaj ustavlja, preprečujejo, da bi od proizvodnje direktno prišla informacija na porabo, in tretji del je seveda denar. In denar se pa steka pobrati največ od proizvodnje, pa dati najmanj porabi, ali oziroma pobrati čim več od uporabe, in jasno, da potem zmanjka denarja, zato da bi reševali tale problem. Rešitev pa je zdaj v avtomatizaciji, pa recimo rečemo v digitalizaciji, če to posredno besedo uporabljam, da se enostavno tale posredništvo, distribucija, izreže ven kot rak rana in da imamo neposredno povezavo med proizvodnjo in porabo. To nam pa te mehanizmi v okviru digitalizacije pa omogočajo. Samo problem je v tem, da, kar sem na začetku rekel, da je stvar hitrosti, da ne bo ta proizvodnja na tale posredništvo nazadnje v svojem požaru in ne bo noben več sposoben enostavno kontrolirati, kako je bilo zadevo. No, zdaj, naslednja dva dokumenta, kjer se potem pa tale naša digitalizacija, digitalna preobrazba pojavlja, sta pa mehanizem za okrevanje in odpornost, evropski, se pravi, to je uredba. In ta uredba ima zdaj tukaj, vidite, 6 členov. Jaz sem jih pobarval tako, so zeleni, so pravzaprav označeni kot problemi, jih je treba rešiti. Digitalna preobrazba je pa v bistvu orodje, ki pomaga reševanju teh problemov. Ampak zdaj ne moreš ti v isto vrsto dati problem pa orodje. Jaz mislim, da bi morali to biti ločeno, da bi bilo popolnoma jasno, da je to v bistvu tale zadeva infrastruktura za to, da bo ta zeleni del bolj funkcioniral. No in potem v Sloveniji smo naredili svoj načrt za okrevanje in odpornost. Recimo na Inženirski akademiji smo tole študirali, pisali, ugotavljali, kaj se je problem, pa ni problem, pa ni bilo pravzaprav nobenega pravega odziva, ampak spet isto, zeleni prehod, tudi prva faza še, zeleni prehod, pa je bila digitalna preobrazba, pametna vključujoča rast, pa zdravstvo, socialna varnost, kar bilo vsi popolnoma v redu, če bi rekli 1, 3, 4 plus digitalizacija, da bi enostavno že v sistemu, v glavah bilo jasno, v čem je problem. No in potem se je tale zadeva v Sloveniji sprevrgla v pretep za tistih 4,5 in 4,9 milijarde.
nekaj posrednih, nekaj direktnih, nekaj neposrednih povratnih sredstev. Tukaj noter je približno 16%, če se ne motim, 16% bilo pod tem naslovom Digitalna Slovenija. Zdaj pa, kaj je pa zdaj v tem trenutku, pa moram priznati, da jaz ne vem. Ampak v glavnem, tole je bila vsaj takrat, ko smo se s tem še en od več ali manj zadnjih predlogov, potem se pa zadeva v mojem ustavila, pa ne. V Sloveniji smo potem ustanovili strateški svet za digitalizacijo in ta strateški svet za digitalizacijo je pripravil prvi paket 40 ukrepov in v tem paketu 40 ukrepov praktično ni ukrepov, ki bi pokrivali inženirstvo oziroma proizvodnjo. Večina, velika večina je pokriva sociosisteme, to če pokazam, kako strukturno kam to paše, ampak če pogledamo gospodarstvo, enkratno e-poročanje. Pa veste, gospod, se ne rečem, da ni to, ampak to nima nobene veze z proizvodnjo pa z industrijo. Pa marsikaj bi se dali, to vam kažem samo daleč, da bo prevedem, kdo to da poskusil brati. In potem, recimo, že pri digitalni tehnologiji, strateška partnerstva z digitalno naprednimi podjetji. Zdaj, to je ukrep na, to je diplomacija pa, ki je že. No, pa sem bil prej. Da, zdaj se s tem čas zgodilo. V glavnem, enostavno so zasedli te, jaz pravim, knjigovodje in računovodje praktično ves prostor v teh 40 ukrepih. Na kar je sledil posvet pri predsedniku vlade, kjer je sklical 60, rečemo, eminentnih strokovnjakov s področja, recimo digitalizacija, temu sem tudi tako rekel. Mi smo, moram priznati, čeprav imamo mi našega tajnika za tukaj, pripravili za našega predsednika na Inženirski akademiji eno to memorijo, kaj ne tukaj reče. Da ne se oglasilo, da za božjo voljo, da je tam neuravnovešena razdelitev nalog, ki jih je pripravil ta strateški svet. Ampak kaj bo rezultat? Da je od teh 60 sta samo 2 omenila inženirstvo. Samo 2. Eden je pa še svoj rekel, pa kaj te težijo, vse imajo denar. Zakaj bi mi delali denar za digitalizacijo, vse imajo denar. Jaz mislim, da je tukaj verjetno Janša naredil eno veliko napako, ki je pričakoval, da če bomo množico 60 strokovnjakov, da bo eno strukturo dobil različnih področij, ki bojo se ven pokazala, da se bo potem ciljno lahko tista zadeva razdelila, nazadnje je bilo pa unisono, se bo vsi eno in isto čivkali. In zdaj, kaj če še s tega narediti, bo zapravo najbolj nič. Potem so naredili še en paket, 25 ukrepov, tudi je bilo pa še manj teh stvari noter, ki jih je bilo prej za zelene tehnologije, trajnostno poročanje pa platforma za upravljanje, to so zdaj zelene tehnologije. No, zdaj bi pa mogoče si prvošel en skok na problem digitalizacije, mislim pa, da ni preveč napak. Zakaj gre? Mi imamo pravzaprav tukaj za pretvornik med analognim in pa digitalnim svetom. Ta naš analogni del pokriva stvari, pravi, pomeniš it. Potem imamo pa, da v digitalnem je znak oziroma bit. Tole, ki vsi poznamo, 0,1 plus minus, rdeče, črno, kakor se zmišljaš, je v redu, samo da sta dve možnosti. In zdaj pa
kaj je, po moje, eno pravilo je to, da v bistvu tale točka 1, da se meja tegale med tema dvema premika, da ni stalno na istem mestu. Da ni, recimo, da ni na tej skrajni možnosti, recimo, tista, ki je danes nekako tehnološko, recimo tudi mogoče, bom kar tako rekel, vladamo, kje bi bila idealna mera, da se stvar razdeli na čim manjše dele, ker namen je razdeliti ten problem na manjše dele in potem jih označiti in primerjati med seboj, kakšni so njihovi odnosi. No in tukaj pridemo na konec na atome pa na kvarke. Zdaj lahko, da kakšni fiziki se že tudi s kvarki digitalizirajo, najbrž tudi ne imam pojma, ampak se je to za nas, normalne smrtnike, pa tole je zadeva malo preveč oddaljena od prakse, predvsem od tega našega inženirskega dela, torej bivalno in delno okolje. In v bistvu je pomembno tole, da tole mejo postavimo na tako mejo, kjer je še zagotovljena cenovna učinkovitost. Kjer se začne en problem razdrobiti, da ga obvladaš in da pride ven kakšen rezultat. Če ga preveč razdrobiš, potem se zadeva zgubi in enostavno, običajno so rezultati niso preverjeni. Se pravi, tukaj je pa zdaj spet možgani, do kje pa gremo, da ne bomo zdaj tukaj pretiravali, pa šli v neke strašne detalje. Jaz se spomnim še na faksu pri nas, ko so se pojavili računalniki, pa so začeli statke računati, take poke papirja, pa je računal na eno decimalko, pa je dobil en rezultat, pa na 2 decimalke izračunal, zato da je bilo bolj natančen kokr. In to je pa ni konca, rezultat je pa ena ista, zapravo nič, nobene razlike. No, tako da tole je ena zadeva, da se pravzaprav, da je tole ena dinamična zadeva, ki jo lahko uporabljamo odvisno od konkretnega primera. No, tole sem potem oblikoval v en krog, realni virtualni svet, to sem ga ukradil pri Igorju, kjer je pa to, tukaj ne gre za premico, sem glede na to, da nimamo dosti prostora, da me skrb sprašli, da tukaj je eno elipso, in zdaj v tej elipsi, vidite se, pa mi lahko rečemo, ok, mi bomo šli pogledati stolpnice v Ljubljani, 1, 2, 3, 4, 5, bomo dali 1, 2, 3, 4, 5 vsaki sorakodo in bomo imeli to potem digitalizirano. In to je čisto v redu, če damo samo podatek, koliko jih imamo, pa da so. Potem lahko hiše enodružinske naredimo isto zadevo. Lahko vzamemo en tale kibernetsko-fizični sistem, je spet lahko sam sistem, že en element, pa so potem različni sistemi, dobijo različno kodo, in se potem se tale zadeva, vidite, tukaj, kaj smo rekli, je konc, se po tele premici oziroma elipsi premika. Na tej strani se pa zmeri z enim bitom ali enim bajtom, kako že hočete začne. No, tukaj je mogoče še ena slika, taka bolj mogoče enostavna zadeva, da recimo, kako pravzaprav zadeva gre po vrsti, pa če odzad začne, tako sem že prej kazal, kvart, proton, jedro, to nas še zanima, ne zanima, vidnostno, tam se pravzaprav začne inženirski del, kjer imamo upravka z vidnostno, in potem pridemo do recimo enega prostora, v katerem imamo elemente, ki predstavljajo generacijo, recimo bilete ko je različanja, ki predstavljajo znane senzore, ki predstavljajo notranje senzore,
ki predstavljajo prezračevanje, ki predstavljajo centralni nadzorni sistem. To je že dosta natančna delitev. Če gremo pa še malo nazaj, pa imamo pa v bistvu samo kot sistem, kjer so te glavni elementi noter navedeni in potem odvisno od posameznega primera jih tukaj naprej strukturiramo. No, zdaj govorimo o sistemu, ne pa bivalnem delovnem okolju, to moram razložiti, pokazati, da v bistvu gre za delitev na eko pa sociosisteme. Ekosistemi, tukaj imamo biotop, biocenozo, biotop naravno grejeno okolje, to je naš cilj, v tem trenutku, biocenoza, živi organizmi, pa človek. Ampak zdaj človek je tukaj noter skozi fiziološki del njegov, se pravi hrana, voda, zrak, bivanje, varno. Pri sociosistemu imamo pa človeka kot družbo noter v sistemu. No in to je zelo lepo naredil Maslow, ki je naredil tole piramido človekovih potreb in to lahko odlično služi oblikovanju teh naših v bistvu bivalnih in delovnih okolij, predvsem, če gre za človeka, ampak to sem pa pozabil od začetka povedati, da tukaj pa ne gre samo za v tem našem kibernetsko-fizičnem sistemu, ne gre samo za človeka, ampak je tudi recimo proizvodnja enega robota pri v ribanci, ima in prostor, moranko določene zahteve, kot človek, temperatura mora biti, vlaga mora biti taka, skratka mala zelo podobne stvari zahteva tudi proizvodna naprav, to ne gre samo za človeka. No in z tega ven seveda zdaj mi dobimo, tole smo prišli končno od tega našega kibernetsko-fizičnega sistema. Tole sem pa tukaj zraven dal, da vidimo v tem Maslowu, da tole človek fiziologija, imamo tukaj varnost pa fiziološke potrebe, tiskaj pa naprej je pa človek in družba. S tem seveda, da je tukaj pri človeku še treba naprej to strukturo deliti tudi v recimo elemente, recimo zdravstvene izkaznice pa osebne izkaznice. Vse skupaj bi morali biti pa pripet na en sistem, ki že obstoja. To je pa ta standardna klasifikacija dejavnosti obstoja. V tej standardni, vidite, to je pa že nastavek za digitalizacijo. Ker mi lahko tukaj imamo pač tole CKD 2008, gradbeništvo. Se deli na gradno stavb, pa gradno inženirsko objektov, pa je to zdaj recimo številka 1, številka 2 dobi svojo kodo v sistemu. In potem se tale gradna stavb se naprej deli, to je že narejen, to je pravzaprav treba samo iz enega obstoječega sistema uporabiti. Na gradno pa na organizacijo izvedbe. In potem se pa to skupaj poveže naprej v nadaljevanje tega sistema. No, če to malo povežem skupaj, imamo zdaj ta naš kibernetsko-fizični sistem, ki je potem povezan še s človekom, pa z njegovo v bistvu aktivno participacijo v sistemu in dobimo tukaj teh 5 glavnih elementov, osnovnih parametrov, en aktivni prostor, kjer se dogaja, potem ovoj, to je prva meja, ki regulira razmerje med zunanjim in notranjim prostorom, potem so naprave, ki pomagajo notranjem prostoru, da izboljša zahteve, informacijska tehnologija, ki nam celo zadevo fura, pa kontrolira in seveda jasno je pa uporabnik oziroma družba je pa tisti del, ki to uporablja. No in zdaj se pa seveda tale zadeva pa ne bi pa v resnici digitalizirala. Zdaj tukaj stopnje, par stopenj bom na hitro pokazal. Ena bi bila ravni zasnove. Da imamo pač tukaj recimo
en aktiven prostor. In kaj so zdaj glavni elementi tukaj noter, ne? Imamo elemente ovoja, se pravi strop stoji tla na terenu, imamo avtonomen kvak sistem, se pravi gretje, prezračevanje, hlajenje, imamo kontrolni sistem, ki nam zadevo vodi, kontrolira, opozarja na napake, recimo. Imamo informacijski sistem, ki skrbi za to, da tale dobite prave podatke, in imamo sistem senzorjev, ki nam pa zaznava potem, kaj se tukaj dogaja. In to nekako pravijo, da bi se to spravili v en oblak. Zdaj, problem je pa v tem, da mi nimamo več bogov, tako so imeli Grki pa Rimljani, da so skrbeli za njihovo harmonijo pa varnost, ampak imamo tukaj gor predvsem tele. In predstavlja ogromno nevarnost, da če te podatki pridejo tja in da pač na roke, je lahko to pomeni katastrofa. In ta digitalizacija, to je ena od velikih nevarnosti za to. Temi stvari zdaj naprej, če še malo zadevo razdelimo, imamo potem tukaj na osnovi prejšnjih elementov pa še območja, ki se poznajo, tam je to že delno bilo, pa področja, ki jih obravnavamo natančno opisana. In torej področja, smo te aktivni prostori, je tale del v tleh na terenu, potem aktivni dnevna svetloba, toplotna izolacija, prezračevanje, potem se pošusi sklopi, pa je pomemben element je tudi okno v tem sistemu, ki ga rabimo zaradi pretoka energije pa informacij v sistemu. In to je že en korak naprej od one prejšnje sheme. In nazadnje, to sem prej že pokazal, nazadnje imamo pa razdelan kompletno sistem posameznih senzorjev in recimo je temni senzor za CO2, je noter, meri in je povezan na informacijski sistem, tam so pa potem zahteve, kakšna naj bo raven, koliko je lahko največ, koliko je lahko najmanj. In na koncu mora v bistvu se to harmonizirati med seboj. Če bi samo en parameter, ne bo nobenega problema, ampak glede na to, ki jih je toliko, je zaradi tega potem potrebujemo te stvari. No, zdaj, če se mogoče še spustimo par primerov, se bom poskusil. Še na osnovi enega tazgala dendrograma, smo rekli, tisto štart je tukaj odspod, v gradbeništvu, povzajemo stavbo kot enoto in jo potem naprej delimo. Se pravi, volumen oblika, arhitektura, aktivni prostori, potem glavne črte nasilne konstrukcije, tukaj pa se potem aktivni prostori, tloris, poščusnice sklopi, naprave. Zdaj, če tukaj hočemo mi v tem, iz teh ven pobrati, recimo z ene stanovanjske hiše kuhno, je potem tale kuhna gre v naprave in pri teh napravah se poveže detaljno na ta celotni sistem. S tem seveda, da je pa tole spet začetek ene nove zgodbe in ene nove strukture. Kar je seveda jasno, da je zadeva zelo, zelo zapletena, ker je ogromno podatkov, ki jih ni lahko obvladati. Lahko pa seveda nekdo reče, vse jaz pa to vem, pa naredi. Ali potem je to da pač razbira, ali pač na srečo, da kakšno rešitev, ki je bila že recimo 2000 let zapekal, rešena od Rimljanov naprej, se mi nadspremenili, če zmeraj deluje, tam ga pa da more plovati. Potem v voju je naslednja, imamo spet strukturo, nosilne zaščitne konstrukcije, zaščitne, hidro, toplotna, zvočna, obsevanja in naprej delitev, osnovna plast, zaščitna, nosilna in potem se pa tale del, vidite, pa ponavlja.
In to je v bistvu ene vrste fruktalna struktura, ki bo že potem tudi enkrat ne bo prišla. Odvisno od tega, koliko natančno hočemo mi to zadevo opisati. No in potem na koncu še en element, ki ga imamo, konkretno recimo na streho, pa spet podobno, zasilna konštrukcija zasilne, tukaj so potem zbrani splošno materiali, tukaj so recimo pri enih zidah, ki so pač različne oblike, predvsem različne oblike, pa kakšen material se je uporabil konkretno za to. Pri zaščitniku se že prej omenil, da imamo osnovno zaščitno plast, pa nosilno pri teh glavnih hidrotoplotna zvočna psihofizična zaščita. No in na koncu, oziroma praktično na koncu, imamo pa še v bistvu eno simbolno informatiko, ki nam dosti zelo pride, zato ker je bolj pregledna kot dendrogram. Ta simbolna, ta je pa v bistvu spet v enih matriki, ker pokazalo se je, da so matrike najbolj hvaležna zadeva, da se stvari uredijo. No in tukaj imamo tisto osnovno matriko za ovoj, razmerja recimo nosilna konštrukcija, toplotna izolacija, pa nosilna konštrukcija hidroizolacija in potem se tukaj naredi potem te razne nesmiškote, celo to respond. Imamo potem v bistvu vse variante na tej ravni takole pred seboj, optično, ampak to je spet, vsak ima svoj simbol, svojo kodo. In ki se pelje potem naprej v povezavi z unico prikazom. To je potem osnova, recimo, da lahko, rečemo, zdaj pa mi dali noter en grelno hladilno nizkotemperaturni sistem, ki je pa, in potem v to prejšnjo matriko, poleg je zelen, damo na tista mesta, kjer ta sklop lahko pride, pokažemo, tukaj je lahko. In potem se pa spet naprej zadeva. No, zdaj končal bom pravzaprav z zadnjim delom, se pravi, kjer je pa nekako v okvir globalen sistem zajema vse tisto, kar sem prej pokazal. Se pravi, kjer se noter spravi, da vemo vedno za še toliko detaljni podatek, kje se v tej prostorski matriki nahaja. Sestava so pravni akti, to smo že govorili, zeleni dogovor, Bauha, zakoni, štandardi, vsebinski imamo eko-socia sisteme, tisti, ki smo že razgledali, imamo tukaj prostor uporabnik okoljske zdravje. In povezava, za to povezavo seveda je omogočena, če imamo mi te stvari, potem vse elemente, oziroma stvari digitalizirane na ustrezen način. In potem recimo tukaj noter se nahaja kibernetsko-fizičen sistem, nekje v temle prostoru, vemo, kje je, in ta kibernetsko-fizični sistem ima spet svoje elemente. En so recimo naprave, temperatura obravnava, vlago, kakovost zraka, pa nastav ovoj, pa je tudi geometrija, pa orientacija, lokacija, prezračevanje, gretje, hlajanje, gretje, hlajanje, prezračevanje. In to v bistvu spet je ene vrste fruktalna struktura, ki je med seboj povezana in vedno vemo, kam, če se držimo teh pravil. Ne moraš kiksati, imaš enkrat eno kodo in tista koda drži in na tisto kodo se treba zmeriti, jo treba upoštevati. Zdaj na koncu, nazadnje, seveda je pa tale naš veliki problem, se pravi izobraževanje, kjer je pa očitno zadeva padla na začrti. Kaj bi po mojem mnenju morali narediti, tukaj bi bilo treba narediti izobraževalno vertikalno, povezano, harmonizirano od zibelke do groba in nekako operati mogoče vrste vozniško dovoljene na vsaki stopnji.
da lahko recimo na tej stopnji popravljaš te pa te dejavnosti z področja recimo informacijsko komunikacijskih tehnologij, ne, pa tiste naprej, ki se potem tukaj pojavljajo. Zdaj, en problem, ne, ki se je pojavil, sem v teh stvarih razmišljal, je to, ne, da pravzaprav tukaj zadeva čisto ne funkcionira, kot si predstavljamo po starosti. Ker imamo mi tukaj, vidite, v tem delu že ene punce in fante, ne, ki znajo več kot tisti, ki so tukaj nekje prijavljeni. In ki ne bi potem njih učili, ne, tudi moče. To je zdaj pa problem in tega se vsi v bistvu najbolj bojijo učitelji. In to se je tudi pokazalo, zaradi tega nočejo enostavno teh novih predmetov not, zato ker ti tam mulc v 4. razredu mu razloži stvari, ki se v pisanje. Pa namesto bi bil vesel, da bi rekel, aha, fino, ne, dajmo naprej to terati v okviru tega sistema, ne, pa se boji, pa beži stran. To je tisto, kar je najhujše. Zdaj, sem zdraven, ne, mogoče spada še, če imamo zdaj na vertikalo, je pa obstoja tudi na horizontala pri teh poklicih, ne. Tole sem je zdel nekako od Roberta Reicha v Work of Nations, je on razdelil, ne, te poklice bodočnosti na osebni servis, rutinsko proizvodno simbolno analitiko. Zdaj vidite, v osebnem servisu pravzaprav mi z temi našimi, rekel, digitalizacijami kaj početi. Mogoče, da se spozna na kakšen monitor, da ga zna uporabljati, ali pa tudi, recimo. Potem rutinska, to je pri uporabi, ja, ne, sem pravzaprav nisem prav povedal, nisem bil pravičen. Pri uporabi si sigurno pride v poštev. Pri proizvodnji, ne, pa poleg tistih, recimo, stvari, ki je tukaj noco označeno fizična dela, vodenje na nižjih ravneh, rutinsko kodiranje. Večina, ne, te digitalizacije dejansko je na tej ravni, ne, ker to je čista rutinska zadeva. Ne. Enostavno, eno naročiš to narediti, ker to mora eden pol tudi nazadnje narediti. Ne. No in na koncu, ne, to pa malo bolj glede na to, da nas je nekaj profesorja tukaj, ne. Simbolna analitika, tukaj identifikacija reševanja problemov, raziskovalci, znanstveniki, intelektualci, inženirji, vse živo, še so bankirji noter, pravniki, računovodje in celo univerzitetni profesori, ki spadajo na to področje. Evo, no, s tem sem pravzaprav jaz svoj del zaključil. Če imate, ena minuta pravzaprav je še, kar se tiče samega potrpljenja, ne, je bila pa ena zadeva, ki me je pa zdaj v zadnjem času pa do konca razbila v delu en članek 21. septembra obveznega predmeta računalništva še leta ne bo, to je zaključek, ne, ker se pod njega podpiše ministrica, ne, potem Zavod za šolstvo prav, eni so za, eni niso za, ker se ne pomeni na koncu, da ne bo nič, ne. Potem odločevalci pravijo, da je treba kompetence dvigant, oni uporabljajo, da je to premalo, ministrica, ne vem, skot je prišla, ne se vem, skot je prišla, prav upozarja, ne. To je zdaj njena digitalizacija, enako kot računalništvo in informatika. Jaz ne nikomu to razlagam, ne. Se to je vendar vsakmu, ki je tam malo še tako razgleda skoro jasno, ne. Da to ni enak, ne, jasno da ni enak. Ne, in potem prav, da se pa nič ne da narediti, zato ker imamo 900 šol, pa rab to, da bi rabili 900 učiteljev, pa to je nemogoče, da bi jih lahko v 2 letih zaposlili, skratka malo, da bi se narediti. Nič se ne da narediti. No in da bo zadeva malo zabavna, ne, sem zadnji spomenil tukaj predstavitev ene sjajne knjige od Vina Pilona, med podobno besedo in tam noter v tej knjigi je Vino Pilon, tam je 30 napisane svoje vtise, ko je bil, ko se ga spustil iz ujetništva
v Rusiji. Ne. Po umetniški vzgoji pri bolševikih, ne, in zdaj pa jaz ne vem, ne, če bom, to je pa tisto, kar sem govoril, da ne bom kazal, ampak tukaj, ne vem, če se najbolj se ne vidi, ne vem pa, če se da tudi povečati. No, skratka, imala, on opisuje, kako so ga določili za učitelja risanja, da niso računali na to, da bodo stari kaj naredili in so čez ene poletje naredili tečaj za učitelja risanja, so preskrbeli papir pa barvice, kar je bilo takrat nemogoče praktično, če si predstavljate, kaj je bilo v Rusiji, ne, po koncu Prve svetovne vojne, ne, so jim zagotovili, da so lahko ta predmet zelo dobro speljali, da se niso nacekirali, če otroci so hoteli kaj sami narediti. Skratka je mala in je bila zadeva uspešna. In recimo speljajo leta, ne vem, speljajo leta 1919 v Rusiji v popolnem razsulu en tak sistem, medtem ko leta 2022 ministrica pravi, da se ne da nič narediti. To je pa zaskrbljujoče, kar se mene tiče. No, tako, hvala lepa, s tem bi jaz zaključil. Hvala lepa. Zdaj prosim za vprašanja, za dopolnitve. Vse to jasno. Rekel si je, da digitalizacija je nam v pomoč, povečuje kvaliteto življenja. Zdaj ne vem, mi smo del narave, ljudje kot ljudje, ali smo izven narave. Ker mene malo čudi, naprimer, čudijo ti zeleni, njihov odnos, rečemo zdaj, do tistega, kar potrebujemo, vedno več energije. Torej, energije iz pretočne elektrarne Mokrice. Zakaj so Mokrice ustavljene? Zaradi tega, ker bomo opaziti na neko posebno vrsto in tisto mikro okolje in mislim, da je tisto mikro okolje bolj pomembno od človeka ali ne. Kje je problem? V napačnem razumevanju, kdo je na kakšnem položaju. Kje smo mi ljudje, ali smo podarjeni ribicam in tistim mikroflori, zaradi tega se ta elektrarna ne gradi, zaradi tega ni, rečemo, energije, ki potrebujemo za normalno delo in normalno življenje. Pa če se to povezavo vidno zdaj tehnikovanja, da se začel sprašovati. To je meni težko odgovoriti. Po eni strani ne seveda je treba za to diverzifikacijo skrbeti, treba pa najti neke meje, to je pa enkrat eno. Samo po drugi strani je pa tako, če se pusti, da koliko ljudi vlakote domače gleda crkve, ko se ben zaradi tega ne sakira, potem tudi v takih primerih, to je ni lepo, ni lepo tako. Ampak žal, Jaz sem hočel izpostaviti, da so določene ribice bolj pomembne. Je pa stvar taka, da se ne vem, če bom zdaj spet to, da ki sem že imel tam. Ne grede, recimo, v temle, ki sem kazal, tehnologije, se človek sploh ni umenjen, tako da ne grede. In to je v našem vsakdanjem okolju. Kje sem že imel tisto? Je pa kam?
Ja, najbrž je problem je ne pravzaprav nekako uskladiti tale dva, eko pa soce sistem. To je problem. Ampak da bi pa zdaj jaz zelo odgovoril na to pamet. Ja, no zdaj se pa spomnil, ko sem pokazal. Potem je naše srce kroškem krog. Problem teh rib je denar, da se zagotovi, da bo te ribe lahko tam še zmeri bile, pa da bo pa energija se še zmeri proizvajala. In potem se reče, denarja ni. Denar je tukaj. Tega je treba vzeti, ne bo žal. Iz tega sistema to je treba preprečati, da tukaj pumpa ena določena struktura iz proizvodne, iz porabe, potem pa za nič ni denarja, tukaj je pa država potem rešuje vse probleme. To pa je rešitev. To se pa pozate. Jaz imam eno vprašanje pravzaprav za oba, za Igorja in zate. Igor je napisal delen prekrasen intervju, ker si zelo lepo povedal, da digitalizacija ni nekaj, kar greš v trgovino, kupiš pa uporabiš. In zdaj, ko sem poslušal Aleša danes, sem se nekako prestrašil, da je digitalizacija nekaj strašno abstraktnega, ki pa zahteva veliko več znanja, kot sem jaz domneval do sedaj. In zdaj me zanima, kako pa vidva vidita oba, ali je znanje, ki ga imamo v tem trenutku v naši družbi, dovolj veliko, da se sploh lahko enega takega podviga lotimo. Igor, ti si rekel na predavanjih takrat na rektoratu, da gre zelo pogosto za nove besede, za stvari, ki jih delamo že 10 ali pa 20 let. In če je temu tako, potem znamo. Če pa gre za nekaj čisto novega, me pa skrbi. Pa bi rad vajno mnenje o tem. Jaz mislim, da se v določenih stvareh, ki se pojavljajo, pravzaprav ukvarjamo bolj z avtomatizacijo kot tisto, o čemer zdaj govorimo kot umetni inteligenci. V resnici jaz vidim umetno inteligenco kot eno od metod avtomatizacije, ki pač pomaga v določenih primerih učiti določen umeten sistem, da se pač obnaša tako, kot želimo. In to je pravzaprav vse stvar avtomatizacije. Avtomatizacija je stara zadeva in večina stvari, o katerih zdaj govorimo, pač rečemo zdaj pač umetna inteligenca in tako naprej, je to pač del avtomatike in avtomatizacije. Tukaj je seveda teh kadrov veliko, rečemo, ampak še vedno bi pa seveda si želel, da bi bili distribuirani v industrijo tudi, mislim, več kot je to trenutno res. In da bi ta znanja, da bi se kaj samo skozi tisto, kar smo se zadnjič pogovarjali na IOS-u, da bi imela podjetja svoja raziskovalna, razvojna mesta, oddelke, kjer bi se generiralo novo znanje in direktno apliciralo. Tukaj jaz vidim glavno pomanjkljivost. Večji subjekti v industriji, kjer bi v bistvu imel možnost razvoja. Zdaj pa teh stvari bistveno premalo in so naša podjetja razdrobljena brez takih razvojno-raziskovalnih oddelkov, ki bi to stvar furali naprej. Tukaj se mi zdi glavna težava. To smo zadnjič lepo videli skozi tiste analize, da je to pravzaprav naš glavni problem. Te stvari pa zahtevajo relativno velike vložke. Torej bolj kot stvar kompleksna, večji so vložki, več vseh resursov, zato potrebno, da se te stvari spravijo v življenje. Tukaj Se strinjam, tukaj imamo te probleme.
Je pa še dodaten problem velikost podjetij v Sloveniji, ne, ker so tako majhne, da sploh nimajo denarja, da bi Nimajo da kakšne kam vlagali. akumulacije, bi sploh Ja. lahko zasledovala neke strateške cilje. Pa verjetno pri tem stvari tudi ta naš problem, da smo zelo omejeni na podizdelke, nimajo pa končnih izdelkov, ne. Kjer pa prinašamo največjo dodano vrednost. Tam se gleda dodano vrednost, mi smo pa vseeno tako ene vrste podizvajalci za večje sisteme. Ne. In tukaj imamo pa po moje glavno težavo. Ne. In tudi zato ni kakšnih takih strateških zadev. Ne. Ja, po moje, ne, če že jaz odgovorim, ne, po moje znanje je, ne, znanje je, ne, če ga ni, ne, se moraš pa naučiti, ne, saj to je vedno tako bilo, ne. Ker, pogledajte, zadnjič enkrat je bilo na televiziji ena šola, tam na Štajerskem, na Prekmurju nekje, je sama začela tole zadevo. So začeli učiti, niso čakali na to, kaj se bo ministrica spomnila, pa kaj se bo Zavod za šolstvo spomnil, in so tam zunaj naredili eno krasno, recimo, ne, primer, kako ne bi taka zadeva funkcionirala. Ne. To se pravi, da je zelo podoben kot ona mašinistična, ne, varianta. Ne. Ja, so se pač potrudili, pa so naredili, ne, tisti, ki so pošli. Kar se samega znanja tiče, jaz mislim, da je mogoče problem malo na sistemih. Ne. To, kar jaz probam terati, ne, da bi razumeli, da je treba sisteme uporabljati, ne, in stvari povezati med sabo. Ne, da je to tako ločeno, včasih pa tudi zadadaš tako ločeno, da enostavno res, da se ne da povezati. Ne. Lahko povem primer mojega očeta, ne, ki je bil tam po prvi svetovni vojni, ki je ta kriza, je bil v Srbiji, v firmi, ki je delala v tovarno municije v Kragujevcu, ne, so jim delali Belgijci načrte. Je rekel, tudi dva načrta, ki bi skrb pasala, jim nikoli niso dali z rok. Nikoli. Samo tisti konček, ki so ga konkretno delali, so vzeli, pa so ga izvedeli. Zdaj ne vem, to kdo nalaž gleda, ne. Nimam pojma, ampak jaz mislim, da je to res problem sistemov, ne. Zdaj, kdo bo pa te sisteme učil, pa ne Mateja, ne. Vse nam niso dovolili dobivati, ne, na gradbeni fakulteti. Ja, pripomnil, da se zelo pomembno je digitalizacija, ne v tiste klasičnem smislu, v izobraževanju. Jaz dostikrat dajem dva primer, ne bi vzeti parcialno diferencialno hladno. Ljudje ne razumejo, kakšen parameter teh parcialnih diferencialnih hladno pomeni. Ponovadi ne. Če imam možnost uporabiti to orodja, tako imenovana računalniška, potem lahko začnem čutiti, kakšen vpliv ima posamezni parameter na obnašanje sistema. In na ta način, če gradim jaz take občutke, povezavo teorije z življenjem, ker dejansko to, kar je Igor rekel, je govoril o modelih, tudi in o avtomatizaciji, če znam jaz razmišljati malo izven tistih standardnih konceptov, da pridem do novih idej, novih rešitev, novih produktov. Jaz se prav spomnim enega mojega kolega iz Eindhovna, ki je rekel, veš, jaz imam strašno rad klasično glasbo. In je bil v glavnih raziskovalcev v Philips Research Labs. In je rekel, kaj naredil sem si eno tako majhno stvarco, pa sem jo nosil v žepu. No? Iz tistega, ko sem pokazal Philipsu, se je razvil takrat tisti rekord, ki se spomnite, smo jih vsi imeli, več ali manj. To so tiste ideje, ko daš ljudem možnost, da razmišlja izven teh standardov. In digitalizacija, ne v tistem klasičnem pomenu, ampak orodja, ki
izhajajo iz digitalizacije, rečemo, od simulacijskih orodij do drugega, omogočajo, da naredimo neke miselne preskoke in dobimo nove ideje, etc. Na področju fizike ali pa kemije lahko naredim neko simulacijo nekega kemijskega procesa, ne da bi karkoli naredil. In na ta način potem šele grem, ko imam enkrat vse to preštudiral, pa narediti realen poskus. In tu se mi zdi zelo, moram večina ne verjame. Jaz pa marsikaj verjame. Tudi v to. Ampak jaz pravim, ker mi imaš eksperiment narediti. No, vse pravim, na koncu, no, moja žena je fizikalna kjesa tudi. Vse se kjesa. Profesor je bila. Pa spomnim enega mladega fanta, ki je prišel profesor Stanani, ko je rekel profesor Stanani, konc je z vašim laboratorijem, mi bomo vse zračunali. Jaz nisem hotel to izpostaviti. Kaj pa še zmeri delam v laboratoriju? Jaz sem hotel izpostaviti, da je treba premisliti, pa pol greš to narediti. Hvala lepa.